Teden, ki je za nami, je minil v duhu mehiških nadaljevank. Ves čas se dogaja neka drama, v resnici pa se nič ne zgodi, razen čakanje na dogodek, ki se bo zgodil v naslednji epizodi. Po drugi strani smo bili priča tudi neke vrste hollywoodskemu sejmu, kjer so po uspehu na volitvah z novi obraz 6 zdaj napovedali še dodatne sezone v serijah čakajoč zdravstveno reformo. Bomo zrihtali plače enkrat in pa prelomljene obljube, dolgotrajna oskrba. Na sporedu je tudi resničnostni šov, kdo bo napovedal več reform, pa filmska uspešnica Top Gun Marjan, napoveduje pa se tudi filmska upodobitev hlapca Jerneja in njegove pravice do čiste pitne vode, če nekako strnemo ključne dogodke tega tedna. Primera tega slednjega, zadnjega je danes z napovedanim velikim protestom oziroma shodom kmetov ob 13. uri po vsej Sloveniji. Nekako uvodnik v ta dogodek pa smo lahko spremljali že prejšnji teden na gradbišču kanala C0 v Ljubljanskih Klečah. Policije. Postopki se snemajo, v primeru, da tega ne boste upoštevali, bodo zoper vas uporabljena prisilna sredstva. Ampak Urška je rekla, da ne. Jebenti vam je. Sam mi smo na privatni zemlji. Sam mi smo na svoji zemlji. Recenzijo tokratnega filmskega sejma pa sva pripravila s sodelavcem portala Domovina, Rokom Frelihom. Pozdravljen. Lep pozdrav. Preden začneva pa še eno obvestilo, namreč samo še do konca marca, torej le še približno en teden časa imate, da lahko sklenete naročnino na tiskane vsebine portala Domovina po znižani ceni, kar 20 € ceneje, tako da ne zamudite. No, povsem brezplačno pa se lahko naročite tudi na YouTube kanal Domovine. Zdaj pa Rok k temi. Kanal C0 smo spremljali, neko tako kar pestro dogajanje te nadaljevanke, ki se vleče že vse od leta 2014. Zdaj zanimiv preobrat. Ta teden spremljamo pravzaprav konferenco Združenih narodov o čisti pitni vodi, o dostopu do pitne vode, kjer lahko slišimo precej resne klice k zaščiti pitne vode. Istočasno imamo tam slovensko delegacijo z Natašo Pirc-Musar, predsednico, ministrom za naravne vire Urošem Brežanom, in prav Uroš Brežan je napovedal, da pravzaprav s tem projektom ni nič narobe, oziroma če mu kar prisluhneva. Moje mnenje je, da če potegnem črto, prinaša več koristi kot pa tveganj. Skratka, minister je prepričan, da projekt prinaša več koristi kot tveganj. Torej tudi tveganja so. No, po mojem mnenju tak projekt, od katerega je odvisno zdravje ljudi, sploh ne bi smel prinašati nikakršnih tveganj. Videli pa smo, zadeva je jasno dokazana z vidika stroke, da ta projekt dejansko ogroža zdravje ljudi, zdravje meščanov Ljubljane. Govorimo, recimo, mogoče ti bolje veš, 400 000 ljudi odvisnih od te inštalacije. Ki pravzaprav največje zajetje za pitno vodo v vseh državah. Tako. In tako pomemben infrastrukturni podvig ne bi smel prinašati nikakršnih tveganj v smislu ogrožanja ljudi in njihove čiste pitne vode. No, včeraj so pa potem videli preobrat, ko je Nataša Pirc-Musar pa pozvala k temu, da se gradnja začasno ustavi. Jaz bi rada pozvala vse, da se usedejo skupaj za mizo, vse deležnike, ne političnih strank, ampak tiste, ki jih tangira C0 napeljava na vodovarstvenem območju, in želela bi, da se do takrat prekinejo dela. Skratka, predsednica se je oglasila, povedala, da se naj gradnja ustavi, čimer pa spet zanimivo, v svojem govoru poudarja dostop do pitne vode, razlog za zaustavitev projekta pa ne bi bila neustrezna komunikacija. Zdaj, komunikacija v tem primeru sploh ni pomembna. Komunikacija je, kakršna je. Jaz mislim, da tukaj
je pomembno zdravje ljudi, je pomembna tudi pravna država, kar se tiče, vemo, bili so lastniki zemljišč ilegalno, protipravno razlaščeni, niti niso bili obveščeni, da se bo karkoli gradilo. Vemo, samo Ministrstvo za okolje je dalo neke izjave, v katerih je povedalo dejansko, da župan Janković ustreznih dovoljenj za gradnjo tega kanala nima. In mislim, da so to veliko večji problemi, kot pa sama komunikacija, kakršna je. Bi pa pohvalil na tem mestu predsednico, ki se je zauzela, ki se je postavila na stran, ki se ni opredeljevala politično, ampak se je dejansko opredelila med pojmoma prav in narobe. Morda bo vendarle imela več skupnega z Borutom Pahorjem, kot si je napovedovala oziroma želela. Ne? Upajmo. Zanimivo je še to, ne? Zdaj, čista pitna voda je vendarle neka tema, neko vprašanje, ki Slovence praktično povezuje ne glede na barvo, ne glede na prepričanje. Ne? To se je pokazalo poletje 2021, ko so praktično vsi glasovali na referendumu, kjer so pač verjeli, da glasujejo za čisto pitno vodo. Kako nevarno je pravzaprav to igranje s pitno vodo za vladajočo politiko, ki nekako drži štango Zoranu Jankoviću pri tem projektu? Zelo pereča tema. Nekako pogrešam tiste množice aktivistov, protestnikov. Danes naj bi bili, ne sicer drugi, ampak... Drugi. Pogrešam pa tedanje borce za okolje iz vrst ekosocialistov, recimo. Očitno so bicikli parkirani, so nehali fajtati, ampak rekel bi, da je ta tema, ta primer vreden poštenega fajta, tako z vidika zdravja ljudi, obremenitve okolja, kot tudi, kot sem že omenil, pravne države v smislu poštenega odnosa oblasti do lastnikov zemljišč, do državljanov. Je pa čudno, zakaj se nekateri prej omenjeni, recimo Inštitut 8. marec, je v neki svoji izjavi, mislim, da zapisal, da se teh protestov recimo za kmetje ali pa z gospodom Primcem ne udeležuje, ker so preobremenjeni. Ker se borijo proti sovražnemu govoru, v novem strateškem svetu. Recimo. Torej, čista pitna voda, sovražni govor. Tukaj vidimo čisto te politično obarvane, politično motivirane delitve in človek konec koncev podvomi v iskrenost 8. marca in njim sorodnih nevladnikov. Če gremo na naslednjo limonado, ki se pravzaprav vleče tudi že kar nekaj časa, nekako 20 let smo čakali, da se je pripravila dolgotrajna oskrba, nekih 120 različnih zakonskih predlogov je bilo v tem času. Prejšnja vlada je potem to pripeljala do nekega vrhunca, speljala, vendar pa potem prej šla na volitve, prej bi se to lahko začelo izvajati, potem je trenutna vlada to zadevo zamaknila za eno leto, napovedali za 1. januarjem 2024 pa za 1. bo. Celo na referendum smo šli s to obljubo, ki je bila ključna, se pravi, dajte nam čas to leto, da pripravimo stvari, da bo to potem dobro. In za 1. ne bo, se pravi, po svojem odčevali so se iz kritikov, ki so opozarjali, da to pomeni zamik za nedoločen čas. No, zdaj je ta 1.1.2024 že zamaknen v sredino leta nekje 2024. Glede na dosedanje izkušnje bi rekel, da lahko pričakujemo še kakšen zamik, ker ne vem, če je že jasno, ali so pristojni sposobni sploh zagotoviti kapacitete. Je pa na tem vprašanju se pa tudi do neke mere se mi zdi kot opazovalcu zunanjem, da se tukaj lomijo ideološka kopja. V smislu, Levica, ki ima strašno moč v tej vladi, se je izrekla, da se bo borila proti prisotnosti zasebnega kapitala na področju dolgotrajne oskrbe, kar pa seveda prinaša določene kadrovske in pa mogoče tudi razvojne primanjkljaje. Zato se časovnica pomika vse bolj in bolj v prihodnost. Tako da ne vemo, ničesar ne vemo zagotovo.
Nekako se zdi, kot da gledamo nek ta film, ne, kjer že takoj na začetku je človeku jasno približno, kaj bi bilo treba storiti, ko gleda to od zunaj, vendar protagonist, ne, v tem primeru volivec in davkoplačevalec, ne, tega ne opazita, sledita nekim obljubam, ki jih potem pripeljajo do nekega zapleta, ker so se nekako sledili, bomo rekli, nekomu antagonistu. Ne, ja, dejansko človek dobi občutek, da gledalec oziroma v tem smislu volilec bolj kot sami zgodbi sledi nekemu poveličevanju ali pa malikovanju zvezdnika, igralca, v tem primeru igralcev vladajoče koalicije. Še ena stvar, kjer tudi davkoplačevalec se spet opaža, da se začenja zaplet, ne, napovedana davčna reforma. Praktično nihče ne ve, kakšno bo. Ne. V tem studiu je 2 dni nazaj sedel eden največjih davčnih strokovnjakov v Sloveniji, Ivan Simič, ne, in na vprašanje, kaj lahko pričakujemo, odgovoril tole. Jaz ne vem, kaj se bo na koncu zgodilo, zato tudi jaz ne rad komentiram in tudi danes sem ne rad prišel v studio komentirati nekaj, kar sploh ne vemo, kaj bo. Pravi, da nekaj konkretno ljudem povemo, vi ste pobirali davke, imate s tem izkušnje. Pač bova povedala, ampak to ni tisto, ker sploh ne vemo, ko oni lahko jutro prinesejo nekaj drugega. Pa bodo rekli, zdaj pa ne bo več neto sistem, bo pa bruto sistem. A bodo pa rekli, ne bomo menjali nič. A veste, in potem se, bom rekel, po nepotrebnem ljudje razburjajo. Skratka, če največji davčni strokovnjak v državi ne ve, kaj pričakujemo, kaj lahko državni pričakujemo? Z gospodom Simičem se v veliki večini primerov velja strinjati, ker je na svojem področju strokovnjak. Vlada pa ne daje vtisa, da ve, kaj dela. Pač ga ne daje, ni nobenih vsebinskih predlogov do sedaj še nismo videli predstavljenih, nismo videli nobenih korakov storjenih v smer neke reforme, niti nismo seznanjeni z vizijo, kakšno naj bi vlada imela. Znano je le, da se napovedujejo večje davčne bremenitve, da se napoveduje obremenitev kapitala, da se napoveduje obremenitev, tudi večja obremenitev osebnih dohodkov državljanov, kar pa precej spominja na socialistično logiko. V smislu, država pobere, kar lahko, potem pa ta denar, nabrani kapital, po kapljicah dozira tistim po lastni volji, ki so jim pač všeč. In kot vidimo, glede na to, kdo naj bi bil bolj obremenjen po teh napovedanih reformah, se nam ne piše dobro. Zakaj? Ker bremenitve kapitala in bremenitve osebnih dohodkov ljudi pomenijo zastanek investicij in posledično pomenijo nižji življenjski standard, kar pa ni v redu. Spomnil sem se na neko anekdoto, ki jo je razlagal dr. Igor Lukšič o ruski kuharski knjigi, ki je preživela revolucijo in komunizem. Dolga zgodba, ampak na kratko povedano, socializem je še iz bogatih naredil revne, iz revežev pa ni naredil bogatih in uspešnih. No, praktično na vsakem koraku zdaj spremljamo napovedi, vehementne napovedi reform, pa davčna, pa reforma plač, pa reforma zdravstva, pa reforma stanovanjska, šolska, niti ne znam vseh več našteti to tekmovanje v naštevanju reform, ki se potem pojavijo zgolj kot neka časovnica, ne, torej neka leta 25, 26, 24, hkrati pa nobene konkretne vsebine, torej vse to pride naknadno, če pride. Kako dolgo? Ne vem, če opaziš, ampak večina teh časovnic je predvidena za naslednji mandat, naslednje vlade, ki po trenutnih trendih verjetno ne bo več ista, kot je sedanja. Mislim pa, da vse to kaže na kadrovsko in strokovno podhranjenost vlade ter prelaganje odgovornosti nekemu naprej v neke nedoločene čase.
No, ta nedoločen čas je recimo zdaj spet postal tudi reforma plačnega sistema. Ne? Se pravi, napovedovali so 1. aprila, pa zagotovo predstavimo plačni steber za zdravnike. To je bil nekako tudi del dogovora, ko so potem zdravniki konec lanskega leta prekinili stavko, ne? Oziroma odpovedali napovedano stavko. Ne? Zdaj smo že lahko slišali, da ta 1. april postal 30. junij, ko naj bi že bili pravzaprav sprejeti zakoni po ta stari časovnici. Ne? Zdravniki zdaj znova napovedujejo stavko. Zdaj, če pogledamo širšo sliko, smo priča totalni demontaži enotnega plačnega sistema. In vlada se tega ni lotila pravilno, ni se lotila strateško, lotila se je vsega praktično ad hoc za vsak sektor posebej. Imamo zdravnike, učitelje, gasilce, imamo še marsikoga od vojakov do ne vem koga še vse znotraj javne uprave, od katerih jih velik del upravičeno zahteva višje plače. Ampak vlada zaenkrat nima ključa, po katerem bi plače pravično, sorazmerno, pravično uravnotežila, razdelila in ne vem, se ti zdi, da lahko pričakujemo ta ključ kdaj v bližnji prihodnosti? Zdi se, da bolj ali manj kar počne izziva. Najprej izziva celoten javni sektor, ko napove, da bo sodnikom dvignila plače za 600 evrov, potem razjezi sodnike, ko ugotovi, da tega ne more in da tega ne bo naredila. Pravzaprav nekako vse, kar počne, je pravzaprav hodi naokrog in špika v oči vsako skupino, ki pride nasproti. Točno. In učinki so skladni s pristopom. Jih ni ali so pa katastrofalni. Recimo Branimir Štrukelj je komentiral, da pravzaprav ne more sploh komentirati, kako naj bi se sindikati odzvali na napovedi reform, ker nima smisla ugibati, kaj je pesnik želel povedati. Se pravi, že Branimir Štrukelj se dela pravzaprav norca iz vlade. Zdaj dvomim, da je pesnik tudi sam pri sebi čutil, kaj želi povedati. Ne vem, če so stališča sploh izoblikovana, v katero smer se bodo zapeljala. To je vse tako nedoločeno, da bi se na tem mestu strinjal z gospodom Štrukljem. Seveda gre za nekega, lahko bi rekli, šolarčka, ki stoji pred tablo, ni se učil, ni se pripravil in zdaj mora nekako nekaj povedati za to, da ne bo odnesel domov cveka. Misliš za Štruklja ali za vlado? Ne, za vlado, ko predstavlja te reforme, ki jih praktično nima pripravljenih, oziroma ni naredila domače naloge, ampak pride vendarle pred tablo na televizijo povedati, kaj pa kako pa bi mogla ta domača naloga izgledati. Bi se strinjal, ker na koncu zapolnijo svoj medijski prostor, so prisotni, poskušajo negovati za politično nepismene, poskušajo negovati neko moderno všečno podobo, kako gremo naprej, kako dobro gospodarijo, ampak kdor stvari pogleda malo od bližje, mu je hitro jasno, da zadeve niso tako rožnate. Je pa retorika je pa lepa, je všečna, je povabljiva, ampak vsebinsko tako pomanjkljiva. Pri tem se zapletamo še v paradokse. Se pravi, zdaj so ponovno uvedli davčno potrjevanje računov in izdajo računov, ki ga je zdaj kupec dolžan odvzeti. Predvidena je kazen, če tega ne stori. Hkrati govorijo, da ne bojo kaznovali nikogar. Po tretji strani smo videli, da recimo zavajanje davčne uprave, kot opozarja recimo tudi dr. Simič, da pravzaprav računov ni bilo izdanih manj, ampak zgolj je šlo za zmanjšanje, ker so pač ob nedeljah danes trgovine zaprte, in je zato logično, da je pač v nedeljo niso izdani računi. Se pravi, potrošnik je potrošil več, ampak artikli so bili knjiženi na manj računih. In to je razlog, da vlada vidi v tem neke hude davčne utaje. Na konec koncu pa odgovornost za to, ali trgovec izda račun ali ne, ali trgovec goljufa ali ne, odgovornost za to pa pripisuje potrošniku. Da ga bo inšpektor, da ga čaka pred trgovino in preverja, ali mu je trgovec izdal račun. V tem primeru relacija bi morala potekati izključno na liniji komunikacija oziroma rešitev davčnih utaj bi morala potekati na relaciji trgovci in vlada, se pravi oblasti, ki davke pobirajo. Potrošnik tukaj nima kakšne velike odgovornosti. Nič kriv, nič dolžen, čaka ga pa inšpektor zunaj.
Če greva še na en žanr, ne, recimo bi ga lahko v narekovajih ocenila kot mafijski. Ta teden smo razkrili, da Gibanje Svoboda pravzaprav po nekih takih skoraj da že mafijskih principih pričakuje plačila tudi od članov, recimo nekih strokovnih sodelavcev, ki so jih zaposlili v javni upravi. Ne. Če je recimo nekaj normalnega, da neki funkcionarji, člani stranke plačujejo prispevek stranki, pa je nekaj posebno novega, da to počnejo recimo neki zaposleni na zaupanje ali pa neki strokovni sodelavci na ministrstvih. Ne? Ja, to je ta inovativnost. To je ta inovativnost financiranja stranke. Stranka seveda za svoje delovanje denar potrebuje. Bi pa v tem kontekstu navezal tudi povabilo nekaj časa nazaj je gospod Golob povabil podjetnike, ki se jim ne izide v gospodarstvu, da bi jih lahko zaposlili v javni upravi. Potrebuje nove plačnike. Potrebuje nove plačnike. Več takih ljudi, več ljudi bo plačevalo v stranko. Po drugi strani je pa to v bistvu še najmanjši problem, ker do česa pridemo v tem primeru? Propadli podjetnik, zaposlen v javni upravi. Prvič, javni sektor s tem izgublja, ker bi javna uprava postala odlagališče kadrov, privlačna za nesposobne ljudi. Bomo že dobili službo v javni upravi, pa bomo dali Golobu tistih nekaj procentov od plače. Učinkovitost bi padla. Problem pa je, ker je lahko nek tak funkcionar, nek visok javni uslužbenec, nek visok uradnik, podrejen politiki. Dela ne opravlja strokovno, dela posledično ne opravlja avtonomno. Delo bi lahko opravljal v interesu določene politične opcije, ki mu je ta kruh zagotovila. In mislim, da si kot demokratična družba tega ne bi smeli privoščiti. Žal pa lahko premierjeve besede tolmačimo si tudi v tem kontekstu. Na tak način in mislim, da glede na dosedanje postopke, takšna praksa ne bi bila daleč od resnice. No, sploh, če še dodamo, da ima premier težave tudi pri pojasnjevanju recimo svojih nekdanjih poslov, ko je še bil podjetnik, preden se je spravil v javno upravo, predam, da si pogledamo. Ne? Hvala za vprašanje. Jaz bi rad ponovno izrazil podporo vsem neodvisnim novinarkam in novinarjem na RTV-ju. Hvala za to vprašanje. Tudi novinarju RTV sem dvakrat odgovoril na to vprašanje. Ne glede na to, bom ponovil še v tretje, mogoče se bo zdaj prijelo. Hudega, bom govoril tokrat malo bolj počasi. Skratka, premier ima kar hude težave, ko ga novinarji sprašujejo neprijetna vprašanja. Normalno, se mu je še Vesna Vuković rekla nekaj časa nazaj, na to pa ne boš odgovarjal. Kdo je Vesna Vuković, da premierju, predsedniku stranke, bojda bivšemu uspešnemu podjetniku določa, na kaj bo lahko odgovarjal, na kaj pa ne. Edino pojasnilo je, da je tukaj določena neiskrenost, da je to določena nepripravljenost na neko iskreno komunikacijo, kar pa pomeni, da se nekaj skriva. Oziroma vprašanje je, kdo sploh vlada. Ne? Zdaj te dni smo spremljali tudi, kako je pravzaprav po svoje Jaša Jenull postrojil notranjega ministra in vrh njegovega ministrstva. Ne? Se pravi, ko so se sestali, celo potem je minister sporočil, da ima civilna družba in nevladne organizacije pomembno vlogo v slovenski družbi in jih pozval, da spremljajo delo notranjega ministrstva. Ne? Kdo koga nadzira? Ali je Jaša Jenull postrojil tiste, ki so prek njegovih protestov, prek njegovega političnega aktivizma prišli na oblast in zdaj recimo temu vladajo nad represivnimi organi? Kdo koga preiskuje, kdo koga nadzira? Glede na pretekle tudi nasilne proteste, bi morala prej policija preiskovati Jenulla, kot pa da Jenull govori o soodločanju, o kreiranju neke politike, ki se tiče tudi notranjega ministrstva. Pričemer dajo vtis, kot da je on edina civilna družba, ne, ki obstaja. Še en žanr nam je ostal, tebi verjetno najljubši, grejo na vojaške filme, Top Gun, Marjan. Se pravi, slovenska politika je sprejela precej široko, pravzaprav samo brez Levice, strategijo investiranja v slovensko, oziroma strategijo slovenske obrambe. Nekako povečujemo izdatke, kar je spet nekoliko nenavadno, ampak
po svoje pohvalno. Niti ni, nenavadno je, glede na politično opcijo, ki je na oblasti, ampak moramo se zavedati, da sekretar na obrambnem ministrstvu je gospod Črnčec, ki prihaja iz strokovnih krogov, ki so mu določene zadeve jasne, in verjamem, da je tudi on, oziroma predvsem on, zaslužen v veliki meri za sprejetje te nove usmeritve. Predvsem velja pohvaliti višanje obrambnih izdatkov. Vidimo, kaj se trenutno dogaja v svetu. So tudi v tej viziji predvidene določene tehnične rešitve, ki so za Slovensko vojsko nujno potrebne, ampak marsikaj še ostaja v zraku. Recimo, prej sva se pogovarjala o oklepnikih, o bokserjih, zakaj nimamo bokserjev, kaj bomo dobili namesto njih. A teh 70 milijonov, ki jih bomo plačali za ne dobiti bokserje, tudi del teh višjih izdatkov obrambe? Definitivno, ampak upam, da niso edini razlog. Šalo na stran, dobili bomo zračna obramba se bo okrepila, tudi oklepne enote se bodo do določene mere okrepile in prenovile. Veliko je sredstev za dvojno uporabo, recimo za namen zaščite in reševanja in za vojaški namen. V osnovi je resolucija dobra, ampak bo pa potrebno pač poiskati še določene prilagoditve, določene usmeritve. Vemo, predvsem glede delovanja v zavezništvu, imamo silne probleme z oblikovanjem tiste srednje bataljonske bojne skupine. Zdaj po novem se zraven usporedno izvaja še en projekt, za katerega tudi ni čisto vsem jasno, zakaj, odkod in kaj naj bi pomenil. To je oblikovanje izvidniškega bataljona. Tako da, ja, pustimo se presenetiti. Osnova sicer je dobra, ampak kakšna bo pa v končni fazi vsebina, pa še ne vemo. Zdaj, če pogledaš še nekoliko na mednarodni parket, kar nekaj pomembnih dogodkov na tem področju je bilo. Na eni strani sta se srečala kitajski predsednik Xi Jinping in Vladimir Putin v Moskvi. Isti dan je potekalo srečanje japonskega premierja in pa Volodimirja Zelenskega v Kijevu. Pomembna simbolna konotacija. Na drugi strani smo ravno ta teden izvedeli tudi, da je zdaj uradno nekako z aprilom se seli tudi velik del ameriške vojaške infrastrukture v Pacifik in v Evropo, se pravi nekako Bližnji vzhod izgublja na pomenu. Kaj to v nekem kontekstu recimo nove hladne vojne, kako to razumeš? To so zgodovinski premiki v bistvu. Dobili smo nov nasprotni oziroma konkurenčni paket. Rusija se je dokončno deklarirala, dokončno je postala azijska država, ker z Zahodom praktično nima več nobenih vezi. Logično pa je, da se Amerika da se fokusira na Pacifik, ker je to njena stična točka z Kitajsko, ki se oblikuje kot nova, po svojih načrtih, najmočnejša vojaška sila sveta. In razmere so napete, imamo Tajvan, imamo določene druga odprta vprašanja in Amerika s svojo prisotnostjo želi zbalansirati kitajski vpliv, po drugi strani pa fokus na naši strani sveta bi moral vse bolj prehajati v domeno Evrope, ki pa je žal navznoter premalo enotna in navzven vojaško premalo sposobna, da bi lahko prevzela vlogo Amerike. Zapleta se tudi pri vstopu Finske in Švedske v Zvezo NATO, predvsem Švedske, Madžarska in Turčija nekako še vedno nočeta prižgati zelene luči. Zakaj? Tudi, medtem ko so pri Turkih razlogi jasni, namreč zahtevajo nekatere ugodnosti v zvezi z Kurdistanom, konkretne izročitev nekaterih ljudi, kurdskih borcev, voditeljev in tako naprej, ki jih oni preganjajo kot teroriste. To pogojujejo z vstopom Švedske v NATO. Na drugi strani pa nikakor niso jasni razlogi gospoda Orbana, ki je pred kratkim napovedal zadržanje
vstopa Finske v NATO. Nobene logike ni v stališčih gospoda Orbana. Zdaj, kaj so razlogi? Očitno ga Putin z nečim obvladuje. S čim, ne vemo. Tudi neka zaljubljena zagledanost v nekega konzervativnega voditelja, kakršen tudi Orban sam pač je, tukaj ne pride v poštev, ker z vidika vrednot, z vidika strategije, varnostne usmeritve in tako naprej, bi Madžar moral prej potegniti s Poljakom, kakor pa z Rusom. Vemo pa, kakšni so odnosi med Poljaki in Rusi. In tukaj se je Madžarska znašla v nekem močnem precepu. Trpi pa na koncu celo zavezništvo in posledično tudi varnost Švedske in Finske. In Ukrajine, ne nazadnje, kjer še vedno potekajo ostri boji za mesto Bahmut. Kaj to pomeni, da se recimo fronta ne premakne iz Bahmuta, ne v eno, ne v drugo smer? Ukrajinci dejansko izčrpavajo ruske sile. Ruske sile se pa fokusirajo na mesto, ker predstavlja strateško izhodišče za zasedbo celotne Doneške oblasti, kar je njihov srednjeročni cilj v roku leta in pol do dveh mogoče. In Ukrajinci poskušajo z nekaterimi tudi protiofenzivami, kot so strokovnjaki napovedovali. Že pred časom se za ruskimi napredujočimi linijami pri Bahmutu ustvarja nek vakuum in pred dnevi je general Sirski, poveljnik ukrajinskih kopenskih sil, napovedal morebitno protiofenzivo in za obkolitev mesta v bistvu. Rok, hvala za današnje komentarje. Pri koncu sva mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v preteklem tednu. Inšpektorat za delo je razkril kršitve pravic delavcev v več slovenskih podjetjih, ki so delavce večinoma iz tujine najemale prek slovaških agencij za posredovanje dela. Ti pa so na to delali preko 400 ur mesečno. Trgovec Tuš, kjer je delal Rekorder, očitke zavrača, češ da so naročili storitev polnjenja polic in niso vedeli za razmere, v katerih delajo delavci. Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump ni bil areteran. Preiskujejo ga v zvezi s plačilom $130,000 pornografski igralki Stormy Daniels za molk. Trump je sicer aretacijo napovedal na svojem družbenem omrežju Truth. Francoske ulice so po neizglasovani nezaupnici vladi predsednika Emmanuela Macrona in dokončni potrditvi pokojninske reforme znova zasedli protestniki, 243 jih je bilo aretiranih. Podmladek SDS je zaradi domnevnega nezakonitega financiranja referendumske kampanje iz tujine prijavil inštitut 8. marec. Ta je namreč prejel €30,000 sredstev nemške Guerilla Foundation, v poročilu pa navedel, da jih je uporabil tudi v kampanji za referendum o vodah. Opozarjajo tudi na nepravilnosti pri kampanji za državnozborske volitve, v kateri je bil inštitut 8. marec prav tako aktivno udeležen. S tem se je Nika Kovač celo hvalila na strani Open Democracy Georgea Sorosa. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Ne zamudite akcije naročnine na domovino še do konca meseca. Mi z odmevom tedna pa bomo spet z vami prihodnji petek. Do takrat pa nasvidenje.